Ej, se slišimo? Je se dobro? Instagram, smo v redu. Lepo pozdravljeni, četrti webinar. Danes je vse super, slišimo se, oddajamo, v živo gremo. Upam, da me slišite dobro, da veste, kaj se dogaja. V glavnem, se opravičujem kot prvo za zadnjič, ko smo začeli. Imel sem velike tehnične težave. Podrl se mi je celoten sistem. Glavni težava je bila v bistvu temu, da mi je računalnik se formatiral, potem mi, ko sem šel prek telefona oddajati, v bistvu mi je telefon sam začel mešati in potiho in na glas, in tako da so bile samo težave in težave in težave. Kaj bo tematika današnjega webinarja? Itak, glavno je, da bomo žrebali, ne? To je glavna stvar. Spravi, žrebamo dobitnika, ki bo prejel danes naš program Motiviraj me, in sicer dobil bo virtualnega osebnega trenerja, program za 2 meseca, kjer bo dobil 9 različnih videov, ki mu bojo pomagali dejansko, da doseže svoj cilj. Dobil bo meritve telesne sestave, dobil bo vse videoserije, lahko bo treniral kjerkoli, kadarkoli si predvajal to, ali bo to na tablici, ali bo kjerkoli. Se pravi, tukaj imamo 4 videe osnovne, potem imamo 2 videa, potem imamo še 3 bonus videa, se pravi, vse skupaj 9 videov bo prejel tisti, ki bo izžreban danes, ampak gremo prvo na našo tematiko webinarja, in sicer, kaj dejansko je in bistvo Motiviraj me programa, oziroma naše Motiviraj me filozofije. Vsi vemo, da dejansko živimo v času, kjer imamo premalo časa. Premalo časa imamo. Ne vemo, gremo v službo, smo cel dan obremenjeni, moramo delati to, levo, desno, šef nam daje ogromno obvestil, kaj moramo delati, kakor moramo delati, naredi to, do danes, do 12, do 3, do 6, do 5 zaključi vse, kar ima za narediti, in enostavno zmanjkamo in pregorimo. Potem gremo domov, seveda preden gremo domov, moramo iti v trgovini moramo kupiti to, pa to, pa to, pozabil sem to, moram to kupiti, pridem domov, moram seveda še to stvar, ki sem jo kupil, še zložiti, potem nam preostane čas za družino, ne vem, moramo narediti še kaj drugega, ura je že 7-8 zvečer in enostavno, če pomislimo, zdaj bi mogel iti še nekam in 1 uro ali pa 2 uri telovaditi, da nekaj dosežem, ja, ni možno, ne? Zakaj? Ker nimam časa. Enostavno nimam časa. To je glavni problem danes, da nam primanjkuje časa, ker čas je trenutno najbolj dragocena dobrina. Ne zlato, ne denar, ampak čas. Ker če imaš čas, imaš vse. In se dobro počutiš in si zdrav in lahko razmišljaš, kako boš dobil denar. Če pa nimaš časa, si bolan, ne boš dobil ideje, kako dobiti več denarja, ne boš imel več denarja, ne boš ga, ne vem, več kopičil ali karkoli, ker enostavno nimaš časa, da se ukvarja s tem. Nimaš. Vsi, ki ste na Instagramu, jaz vas vljudno vabim, da greste na Facebook, na stran Motiviraj me, pogledate si celoten posnetek v živo in dejansko vidite, kaj vse vam kažem, tudi slikovni materiali in vse, kar prije zraven. Vsi, ki ste na Facebooku, lepo pozdravljeni. Tako, kot sem rekel, nimamo časa in kaj nas najbolj obsega? Oblega nas celotne informacije z vse strani, to so napačne informacije. Včasih pride nekatera pravilna, potem spet 1000 napačnih, pa spet ena pravilna, pa 1000 napačnih. In kako bomo dejansko uspeli iz vseh teh informacij najti, katera je prava informacija za nas? Ja, ne moramo. Ne moraš. Se pravi, a se spomnite, bilo včasih jej 3 obroke na dan, pa pojej, potem čez nekaj časa pojej 2 malci vmes. Pa potem je bilo, pojej 8 obrokov, pa majhnih, ne. Zdaj pa je tako, ne jej nič do 12, se pravi fasting, ne. Ob 12 pojej en ogromen obrok ščobe in ne vem česa vsega in potem mogoče lažji obrok zvečer, ampak ne. Gremo tako, zjutraj ne jej nič, spi samo proteinski šejk, potem pojej eno lahko kosilo, kakšno solatko, pa koš piščanca, pa zvečer spet pojej neki proteinski šejk, ki je kao naslovljen večerja. To je dejansko današnja filozofija prehrane. A je to prav? A ni prav? Kako ćemo vedeti? Če imamo pa zraven 1000 ljudi, ki dejansko tako dela, pa ki nam to tako preprečuje, pa ki nam predlaga, pa nas usmerja, da moramo tako živeti. Ne, pač kako boš najdel neko pravo informacijo, kaj moram narediti, da se dobro počutim, kaj dejansko moram iz tega izbrati, da je to zdravo zame, da je to primerno zame. No, potem imamo napačna in preveč hrane imamo. Enostavno, če greš v trgovino, koliko je hrane vmes?
Koliko oziroma je živil? Živil je ogromno. Ampak kaj dejansko je hrana vsega tistega? A bi lahko 3/4 trgovine v bistvu dali stran, pa živeli zelo zdravo? Bi. Se pravi, imamo 3/4 hrane, ki je napačna, ki nas zaradi tega redi, zaradi nje lahko zbolimo, se počutimo slabo, imamo hormonska neravnovesja, driske, prebavne motnje, bruhamo in en začaran krog in kaj je glavno, debelimo se zaradi nje, ker je preveč procesirana. Kot smo že Marijo tam 2 webinarja nazaj ugotovila, da kombinacija maščobe in sladkorja je najslabša stvar. Ne samo sladkor po sebi in ne samo maščoba, ampak kombinacija obojega. Ker, kot je Marijo rekel, kaj vsebuje krof? Ja, maščobo pa sladkor. Kaj ima Nutella? Ja, maščobo pa sladkor. Kaj ima Snickers? Maščobo pa sladkor. Kaj ima čokolada? Maščobo pa sladkor. Kaj ima vse, ima maščobo in sladkor. In zraven še dodano sol. Ker to so 3 točke, ki nam v naših možganih utripajo, ko pridemo v tisto fazo, lačen sem, rabim neki, manjka mi neki, potrebujem neki hitro, da me zadovolji. Utripajo sol, sladkor, maščoba in spet. Sol, sladkor, maščoba, spet. In dokler tega ne nadomestiš, se ti ne umiri. A boš pojel solato, ko si cel gotov, a boš pojel samo zrezek, pa zraven malo kumarice narezane, pa papriko na žaru, pa vse. Ne, manjka ti, rabiš nekaj hitro. To je napaka, ker si prejšnji obrok pojedel narobe, ker si se slabo organiziral, ker nimaš časa. To so vse težave, ki vsak dan, iz dneva v dan preživijo na nas. In kar je glavno, v bistvu tudi mi se pozabimo umiriti. Toliko imamo vsega, kar se nam dogaja čez dan, da se enostavno pozabimo umiriti. A ste se kdaj ste v bistvu nazadnje se usedli, zaprli oči, umaknili telefon, da je tišina okrog vas, da ne slišite nič, nobenega piska na telefonu, notification, tvoja prijateljica je všečkala pa razvoj otroka, pa potem nekaj je bilo po televiziji, pa je prišlo to, pa po radiju neka informacija, v Kuvajtu se je zgodilo nekaj, pa ne vem kakve vse nepotrebne informacije. Kdaj ste nazadnje se usedli, zamižali, zaprli oči in se vprašali, ojoj, kaj dejansko jaz delam v svojem dnevu? A sem sploh kaj naredil? Kaj sem naredil? A sem naredil toliko stvari, da sploh več ne vem, kaj se mi je zgodilo? Kdaj sem se umiril? Kdaj sem umiril, vdihnil pa izdihnil, pa rekel, aha, jaz se zavedam dejansko tega, kar delam. Kdaj? Ker enostavno nimaš časa niti, da bi se umiril. Ker je celoten sistem tako narejen, da je prenatrpan in zaradi tega enostavno nimaš časa razmišljati, nimaš časa se umiriti, nimaš časa se vzeti čas zase, premalo imaš časa za družino, premalo za zdravje, premalo za hišo, premalo za avto, nimaš časa. Glavni problem današnjega življenja. In kdo nam dejansko lahko pomaga pri vsemu temu? Potem rabimo enega osebnega trenerja, ker seveda smo napačno usmerjeni glede prehrane in telovadbe in smo zaradi tega mogoče malo predebeli, a pa imamo težavo, da želimo zaradi neke medijskega popolnega ideala dobiti neko mišično maso in lepo izgledati poleti. Rabimo osebnega trenera, potem rabimo prehranskega svetovalca, da nas usmerja, da nam pove, kaj je prav, kaj ni prav. Neto, ja vem, prebral si 5 člankov, ki pravijo, da ne smeš jesti ogljikovih hidratov, ampak ogljikove hidrate rabi za energijo, spaj to nam mora nekdo dejansko povedati, ker ni dovolj, da sami preberemo, ne? Potem rabimo psihologa, da nam bo povedal, umiri se, vzami si čas zase, ni vse tako pomembno, da narediš v istem dnevu, pusti, nič ne bo zbežalo, nič ne bo zletelo, nič ne bo zamudil, a ne? Potem rabimo fizioterapeuta, ker seveda po cel dan delamo, po cel dan sedimo, po cel dan hodimo, po cel dan nekaj vlečemo, nekaj delamo in nas bolijo rame, komolci, zapestja, hrbet, kolk, koleno, vrat, križ in še bi lahko našteval. Ampak obstaja nekje, kamor imamo vse to skupaj v eni točki? Ja, obstaja, samo malo počakajte, bom še povedal naprej. In dejansko moji webinarji, ki sem jih imel v celotnem mesecu marcu, so bili usmerjeni, da vas počasi naučim vse to, kar bi mogli vedeti z nekaterimi strokovnjaki in da vam poskušam odgovoriti na vaše vprašanja. Zato smo prvi webinar imeli na tematiko rezultat. Kaj dejansko lahko nekdo doseže s programom Motiviraj.me? A se spomnite? Simpatična Maja je povedala svojo izkušnjo.
Maja je punca, ki se je celo življenje borila s svojimi odvečnimi kilogrami in z napačnimi informacijami, kako si lahko sama pomaga. To je tako daleč pripeljalo v bistvu, da je na koncu imela 130 kg, nezadovoljna je bila, brez energije, počutila se je slabo, rabila energijo dejansko za svojo družino, za svoje prijatelje, zase jo potrebovala, ampak je ni imela kje dobiti. In potem me je takrat 1. ali 3. oktobra poklicala in rekla, jaz želim spremembo. Super, potem je motiviraj program zate. In kaj se je zgodilo? Na zadnje, ko smo se pogovarjali, ko sem vam razlagal od Maje, je v bistvu ona izgubila 30 kg. Ker je pa to zdaj minilo od tega 3 tedne, je do danes izgubila že več kot 30 kg. V kolikem času? V 6 mesecih. A z dieto? Ne, nobene diete. Kaj pa je spremenila? Začela je drugače živeti. Vzela je način življenja, motiviraj me, kakor pravilen način. Se pravi, jesti zdravo, se naučiti umiriti, naučiti se, da si sam sebi pomemben in da si moraš vzeti čas zase. In kakšno stvar mogoče spustiti, zato da bi se ti boljše počutil. In se naučiti tako živeti. A je uspelo? Ja, je. In še danes tako živi. Ona je rekla, jaz dejansko zdaj tako živim. To ni samo ena dieta oziroma nekaj, kar bom jaz dosegla do poletja. To je zdaj moje življenje. In tako si moramo vsi vzeti, ko se nekaj odločimo. To je zdaj moje življenje in tako hočem živeti. Na Instagram sem pokazal. A je rabila sam vadbo? Ne. Spremenila je hrano in vadbo. Brez diete. In kaj je glavno potrebovala? 100% podporo od vseh ljudi okrog sebe. Od svojega trenerja, da jo je razumel, da je težko, da jo je podprl, da jo je porinil naprej. In glavno podporo doma. Da so jo vsi razumeli, da ji gre težko, da je to pomembno v njenem življenju in da potrebuje to za sebe. Ne za drugega, ne zato, da drugim dokaže, ampak da sebi dokaže, da zmore. Maja, super si, vem, da to gledaš. Bravo, čestitam, še enkrat, lej, kapo dol. Sem že 100krat rekel, zdaj spet rečem. Potem smo imeli drugi webinar prehrana. Kralj prehrane, kralj. Mario Sambolec, sem že tokrat povedal, še enkrat rečem, on je kralj prehrane. Človek, ki dejansko ti pomaga, da z enostavnim razmišljanjem, jaz kar rečem, z eno kmečko pametjo se naučiš pravilno živeti, pravilno jesti, da ti je logično. Ne moraš se odrekati živilo, samo pravilno jih postavi. O pravilnem času, pravilni količini, celodnevno, v svojem kaloričnem vnosu. Kar pomeni, tvoj rezervar rabi toliko, dajmo toliko. Tvoj rezervar rabi manj, dajmo manj. Tvoj rezervar rabi več, dajmo več. Dajmo toliko, kot potrebuje, oziroma toliko, kot potrebuje, toliko mu daj. Zelo logično. Potem, kaj so še govorila, da ogljikovi hidrati sami po sebi ne redijo, če jih porabiš, kar je logično. Vsako živilo ne redi, če ga porabiš. To je že Mark Goran Lorenzin, zelo znan trener, rekel, a si pojel preveč? Ja pa pejdi gor, pa naredi malo več treninga, pa boš porabil več, kar si pojel. Vse ni problem. Porabi tisto, kar poješ. Oziroma pojej, kolikor boš porabil. Zelo logično. Potem sem imela to, da so problem maščobe in ogljikovi hidrati. Se pravi, ne samo ogljikovi hidrati, ne samo maščoba. On je zelo dobro rekel, a kdo stoji pred cukrarno v Ljubljani s 5-kilsko vrečo sladkorja in žlico in je, in ima, ne vem, oči ogromne in se počuti vzvišeno, vzhičeno in ne vem kaj še se. Ne. A kdo nosi sabo svinjsko mast, pa si jo usta stresa, ali pa liter olivnega olja, pa ga pije, ali pa skozi nosi ga oliva. Ne. Glavni problem je kombinacija določenih živil, oziroma energijskega vnosa živil, ki je samo po sebi visoko energijsko in nam potem zaradi tega sproža kopičenje odvečnih maščob. Zelo težko porabimo ta velik kaloričen vnos in tako naprej. Ampak zakaj? Ker v bistvu, kaj nam daje okus hrani? Okus hrani nam daje sladkor in maščoba. In če to dvoje znaš lepo kombinirati, povečaš okus hrani. In kaj se zgodi? Mi imamo povečan okus pri hrani, ja, še vedno si želimo to jesti, še več.
Hočem še, dej mi. Ja, zakaj? Ker je to nagrada za naše možgane. Dobil si nagrado, super, dej še pojej. Dobil si nagrado, super, še pojej. Še hočem pojej, še bom jel. Milka, en košček, ne, dva, ne, tri, dej celo tablico, ne, celo milko, pedi pošteno, dej pošteno, se nikoli ne konča. Ker zakaj? Ker imamo občutek, da smo nagrajeni, da nas to zadovoljuje, da nam ne sproža ne vem kaj. Maščoba in ogljikov hidrat. To je glavni problem. Potem smo govorili beljakovine, zakaj, kako. Ja, naše celotno telo je sestavljeno iz beljakovin. In zdaj mi, če želimo našemu telesu nekako dovoliti, da se on razvija, da je naše telo se regenerira in vse, ja, potrebuje beljakovine. Glavni problem so ženske, ne? One ne marajo vnašati toliko beljakovin živalskega izvora. Ampak jih potrebujemo. Tako da vsak mora pri sebi najti način, kako bo zadovoljil svoj dnevni kaloričen odnos beljakovinskega živila. Potem, kaj smo imela še? Kaj je pravilna prehrana? Kaj je pravilna prehrana? A zna kdo to odgovoriti? Kaj je pravilna prehrana? A zna? A znaš ti? A ti znaš? Kdo zna to odgovoriti? Ja, Mario. On, kot kralj, zna to reči. In kaj je rekel? Pravilna prehrana je dejansko zadosten kaloričen vnos pravilnega razmerja živil. A ni enostavno, kot tako rečeš? Zelo. Ampak a vemo, kaj je naš zadosten kaloričen vnos živil? A vemo, koliko dejansko potrebujemo beljakovin in vsega? Ne, to ne vemo. Se pravi, rabimo nekoga, da nam to predlaga, svetuje, nas napoti, nam da kakšno informacijo. Zato so ti webinari, da dejansko razumete in da vam je lažje. To je bistvo vsega. Potem smo imeli vprašanja in odgovore, na zadnje upam, da ste se res potrudili poslušati, ker težava je bila v tem, da je hodilo malo na glas, malo potiho, pa spet malo na glas, pa malo potiho, pa malo na glas, pa malo potiho. Ampak če ste poslušali, so bila vprašanja taka, osebni trener, da ali ne? Odgovorili smo, da da. Zakaj? Ker nam je lažje iti skozi določene stvari, če imamo nekoga, ki nas zraven usmerja. Potem smo imeli popolna postava, resnica ali mit? Ja, mit. Oziroma, popolna postava je vsak rezultat, ki ga vsak doseže. Ne obstaja neka popoln ideal postave, ne moraš. Če ima nekdo daljšo stegnenico, ne more si želeti, da ima boke nižje, pa bolj obilno ali bo postava čisto drugačna, ne? Bo višji, bo noge dolge in tako naprej. Če ima nekdo ženska, naprimer široka rumena, a pol kar eno ramo odrežemo, pa pač zožamo, pa ker je bila li Heidi Klum gor na odru, taka bolj oska, pa jaz tudi želim biti taka. Ne, a pač ne gre. Poglej sebe in reči, jaz bom iz sebe naredila popolno postavo. Iz sebe. Ne kar vidim okrog, kar vidim v časopisu, kar vidim po televiziji, kar vidim po Facebooku, po Instagramu. Ne, jaz bom iz sebe naredila popolno postavo. Se pravi, to, kar imam, bom se potrudila oziroma potrudil narediti čim bolje. In to je to. To je popolna postava. Ti sam sebi si popolna postava. Ne to, kar vidiš okrog. Ti sam sebi si popolna postava. Tvoja postava je popolna, če se potrudi za njo. To je to. Potem, kaj smo še govorili? Trening z utežmi za ženske. Da ali ne? Rekli smo da. Ženske potrebujejo moč, prav tako kot moški. Ne se bat, ne boste imeli prevelikih mišic, če boste naredili 1, 2 ali pa 3 treninge tedensko z utežmi. Tudi če jih bo 5, zelo težko. Potrebujete ogromno testosterona, ogromno vseh dodatkov in vsega. Zelo težko. Kaj se bo zgodilo? Kvečemo preoblikovali se boste. Mogoče ste prej dosti sedeli, pa je vaša zadnica ni tako v tonusu, jo boste pridobili tonus, bo lepša. Se pravi, z utežmi ženske naredijo boljšo postavo. Brez uteži ženske nimajo boljše postave. A se razumemo. Zdaj, koliko so kilogrami uteži, to je od vsake ženske posebej odvisno. Ampak naj ne bi utež bila tako lahka, da lahko z njo naredimo več kot 20 ponovitev. Najbolj idealno bi bilo nekje 12 do 15 ponovitev, pa ti se zadnje 3 ponovitve čutimo, da je malo bolj naporno. Ne zaradi tega izgubljamo na kvaliteti dela, oziroma kako izgleda naša vaja, ampak dejansko samo čutimo, da je malo bolj naporno.
To so bili neka vprašanja in odgovori, ampak gremo se vrniti na naš problem. Vemo, premalo časa, napačne informacije za vse strani, pozabimo se umirjati, preveč hrane imamo napačne, ampak obstaja rešitev, obstaja neki, kar bi nam lahko dejansko pomagalo. Tako enostavno, vse informacije na enem mestu. Ja, mi pri Motiviraj me smo se potrudili, da smo naredili nekaj takega. Se pravi, smo strokovnjaki na področju fizioterapije, psihologije, vadbe, prehrane, sestavili program, ki je celovit in pomaga vsem, da dosežejo svoj cilj. Kje dobite ta program? Če vpišete na Google www.motiviraj-me.si, boste dobili vse informacije na enem mestu. Zakaj je tak program? Kako izgleda program? Kaj vse dobite v programu? A dobite kakšno dodatno stvar? Koliko dejansko časa traja vaš program? Ja, 30 minut dnevno. Maksimum. Samo 30 minut dnevno si morate vzeti časa. A to mora biti zjutraj, a to mora biti popoldne, a to mora biti zvečer. Ni pomembno. Ne rabite biti nič sami nekje, bom rekel, obremenjeni, tam pa moram biti ob tej uri. Ne, sami si določite. Takrat imam čas, takrat mi paše, takrat se dobro počutim, oziroma takrat, zdaj se ne dobro počutim, bom raši zjutraj, kadarkoli. Važno je, da narediš svoj trening. Spravi, največ 30 minut dnevno časa vam vzelo. Upate si doseči več, dosežite več, naredite nekaj boljše za sebe. Potem imamo, sami lahko dosežete to, lahko trenirate kjerkoli, kadarkoli, če greste na dopust, vzamete telefon s sabo oziroma tablico, si vžgete, se logirate, dostopate do svojih videov in trenirate. To je to. Potem celoten program je narejen celostno, se pravi, ne treniramo samo na hujšanju, ampak delamo mišice, treniramo kardiovaskularni sistem, se pravi vaša pljuča, vaš srčno-žilni sistem, vse je lepo povezano, se pravi, imamo dva koncepta treninga, potem imamo tretji koncept, imamo mobilizacijo, se pravi, vaše mišice in vaši sklepi morajo biti mobilni med sabo. Kaj pomeni mobilizacija? Sklepna površina mora biti lepo prosta, celotno telo mora biti usklajeno, naše telo ne sme biti preveč zakrčeno, preveč zategnjeno, vse mora delovati enostavno, brez težav in ne sme nas nič boleti. Koliko časa traja sam program? 2 meseca. 2 meseca in s tem, da se počasi stopnjuje. Prvi teden imamo osnovne vaje, ki nam pomagajo adaptaciji novega telesa. Drugi teden že počasi dodajamo malo težje vaje. Tretji teden je nadgradnja prvih 2 tednov, se pravi nekater najtežji teden v prvem ciklu. Četrti teden ponovno umirjamo naše telo oziroma mu dajemo deload vadbe. Kakšna vadba dejansko to je? To je HIIT vadba, HIIT trening. HIIT trening je trening narejen na bazi, ko poskušamo delati določeno čas oziroma določeno časovno obdobje in imamo vmes čim krajšo pauzo. Tako našem telesu ne pustimo, da se spočije preveč in ga ponovno obremenimo z drugo vajo. Tako poženemo srce, poženemo kri po celotnem telesu in pomagamo, da porabimo več energije. Celoten sistem je v bistvu Tabata sistem. Kot sem zadnjič že govoril, izumil ga je Japonec gospod Tabata v enem inštitutu v Tokiju in je on sam rekel, da dejansko, če bi mi samo 20 sekund delali vajo, pa naredili 10 sekund pauze, pa ponovno 20 sekund delali isto vajo, pa 10 sekund pauze, pa 20 sekund isto vajo, pa 10 sekund pauze, bi v 4 minutah porabili več kalorij in več energije, kot če bi naredili na vaji ponovitev 12 ponovitev, počivali minuto do 2, 12 ponovitev, minuto do 2, 12 ponovitev, minuto do 2. Se pravi, v tem istem času, oziroma v času, ki bi delali HIIT trening, bi porabili več energije, več kalorij in prihranili na času. Zato je tak trening časovno najbolj učinkovit. Osnovni video paket dejansko zajema neke 4 različne videe, zgornji del telesa, spodnji del telesa, funkcionalno celotno telo, se pravi funkcionalni trening za celotno telo. Našemu telesu povrnemo funkcionalnost in stabilizacija. Stabilizacija vemo, kaj je, seveda naše jedro, ki je najbolj glaven del našega telesa. Če je jedro močno, je že rekel Joseph Pilates, ki je potem izumil oziroma razvil vadbo Pilates, je rekel, ko je jedro močno, je celotno telo dobre strukture. In se zaradi tega umirjamo oziroma upiramo ogromnim težavam,
ki nas prežijo. Potem imamo še vadbo Extreme, ki je namenjena res samo za tiste, ki ste ekstremno pripravljeni, in Mobi Relax. Mobilizacija, vrnemo telo v prvotno stanje, da se je ponovno pripravljeno na začetek vadbe. In kaj je glavno? Zagotovljen rezultat. Zakaj je zagotovljen? Ker je celoten koncept narejen po najnovejših raziskavah, da pridemo do določenega rezultata v čim krajšem času. Oziroma, da ne potrebujemo trenirati 4, 5, 6, en trening, 2 treninga, 3 treningi dnevno, 6 treningov, ne vem, na 3 dni, oziroma ne vem, kaj še vse koncepti obstajajo, ampak dejansko samo 30 minut do 30 minut dnevno, 6 dni na teden, vmes imamo tudi treninge, kjer nas sprostijo in ne samo obremenjujejo, en dan počivamo, se regeneriramo in smo pripravljeni na nov teden. Celoten trening lahko si pogledate, lahko si preberete na strani www.motivirajpomišljajme.si. In zdaj imamo še tako. Iskal sem, kako bi vam prikazal rezultate. Prosil sem v bistvu določene ljudi, oziroma sem poslal mail, naj mi napišejo, kako so se počutili, oziroma kaj je bilo pred celotnim treningom. Odgovorili so mi na zelo lepimi odgovori. Nisem uspel vseh odgovorov dati gor, ker sem poskušal, bi bili vsi premajhni, ne bi razumeli, ampak če gremo tako skozi enih par, ne vem, Elvis, on mi je bil najboljši. Končno program, s katerim bom dosegel svoj rezultat do fit postave. To je pač njegov odgovor bil. Ne? Njegov cilj je fit postava in on dejansko trenutno čuti, da je končno to program, s katerim bo on dosegel ta rezultat. Majda, njen, tudi zelo zanimivo, pa vse to ne more meni pomagati, je pomislila, ko je prvič videla Motiviraj me program. Zdaj ponosno povem, da pomaga. Petra, uživam v tvojih e-mailih. Seveda, moje stranke redno dobivajo e-maile z uporabnimi informacijami in hvala Tibor za brezplačne uporabne vsebine. A ja, program je super. No, hvala Bogu, ni pozabila tega povedati. Matej, super program je super vaja, vse je zelo logično narejeno in profesionalno. Hvala Tibor, super. Ampak danes ta program ponujam nekomu brezplačno. Brezplačno ponujam za 2 meseca program, da se ga lahko predvaja kjerkoli in kadarkoli. Lahko trenira 6 dni na teden, ima celotno podporo, celotne ekipe naše. Potem lahko ima PDF program, 30 minut dnevno, celosten vadbeni program. A ste pripravljeni? Bilo vas je veliko, jaz sem tukaj napisal dosti listkov, a malo mešam, malo stopnjujem. Se pravi, kdo bo tisti, ki bo prejel Motiviraj me program brezplačno? En mi je padel ven. Ne smemo nobenega pozabiti. Dobro. Ok. Dal tako. Trenutek resnice. A bo ta dober? Ste vsi za? Ja? Ja? Dobro. Še jaz sem malo živčen. Dodavi program. Čakajte. Aha. Mehmed Muhovič, čestitam, program je tvoj. Evo. Tako, a videti. Mehmed, super, sem prav vesel. Mehmed je en super fant, on mislim, da hodi k nam že 2 leti, odkar smo odprli tukaj fitness center. Zelo se trudi, velik rezultat je dosegel do zdaj, zelo je motiviran. Na enem videu sem ga celo uporabil, lahko si ga pogledati na YouTube, sicer ko smo delali pripravo na smučarsko sezono. Mehmed, super, čestitam, tvoj program v privat sporočilo boš dobil, kako dostopaš do samega programa. Zdaj pa vse vas vabim. Vsak mesec bom izžrebil eno osebo, ki bo dobila brezplačen vadbeni program. Vsak mesec eno. Vabim vas, da redno sledite Motiviraj me strani, da ste deležni našega naslednjega webinarja, kjer bom ponovno odgovarjal na vaše vprašanja.
Dajte mi prosim vprašanja poslati v inbox na motiviraj.me Facebook strani. Napišite mi vprašanja pod privat sporočilo. Odgovoril bom vsem. Ko ne bom nekomu odgovoril na webinarju, mu pošljem privat sporočilo, če bo vprašanje preveč specifično oziroma preveč osebno, da vas ne izpostavljam. Dejte mi postaviti vprašanja, karkoli vas zanima, v zvezi s programom, v zvezi s prehrano, v zvezi z vadbo, v zvezi s poškodbo, v zvezi karkoli, zdravjem, boljšim življenjem, psihologijo, vse mi lahko postavite vprašanje, se bom potrudil, da bom vsem odgovoril v čim krajšem času. Zdaj pa tako, lepo vas pozdravljam, hvala, da ste nas spremljali, Instagram, Facebook, lepo se imejte, čau!